mi je zdelo nemogoče. Vsi so govorili, to je najbolj konzervativna sestava Evropskega parlamenta, nimate šans. Toliko ljudi je delalo proti nam, vse je nakazalo na to, da bomo izgubili, ampak dobili smo eno največjih podpor do zdaj. Danes je pomemben dan za ženske v Evropski uniji, njihovo pravico do svobodnega in varnega splava, ter dan, ko je Slovenija Evropi pokazala pot. Ne gre za več splavov, gre za manj nevarnih splavov. Čestitam tudi kolegu Toninu, vsi ti njihovi ultrakonzervativni, nazadnjaški, žal tudi sprevrženi ideološki boji se več kot očitno vsakič poplačajo. Gre za milijonsko kampanjo, ki pa ne bo imelo kakšnih velikih vplivov ali drugih rezultatov za ženske širom Evrope. Zdelo bi se mi mnogo bolje, če bi ta denar porabili naprimer za 200 000 slovenskih žensk, ki nima ustrezne ginekološke oskrbe. Gre sicer za idejo prostovoljnega finančnega sklada EU, ki bi bil na voljo vsem državam članicam za varno prekinitev nosečnosti. V nacionalne zakone ne bi posegal, bi pa omogočil solidarnost v državah, kjer varen in zakonit splav ni mogoč.